Se je primata dotaknila kriza? Da, primata se je naše družbe, primat DD se je dotaknila kriza v letošnjem letu. V kakšni obliki? Primat DD se je dotaknila kriza, torej v obliki pomankanja naročil. Vsi izdelki, ki jih primat DD proizvaja, so investicijske narave. To pomeni, da se vsi naši potencialni kupci, in ta širina kupcev je zelo velika, seveda v svojih varčevalnih ukrepih najlažje v prvi vrsti nekako odvrnejo od nakupov investicijske opreme. Govori se, da boste odpuščali. Ne, mi nikakor ne odpuščamo, mi celo zaposlujemo nove ljudi. V kakšni obliki? V obliki rednih zaposlitev. Kaj pa govorice pa sploh ne držijo, da okoli 100 ljudi bo brez posla in tako dalje? Torej, te govorice sigurno niso točne. V primatu smo v smislu varčevalnih ukrepov in v cilju, da nekako zaobidemo težave v kriznem obdobju, vstopili v projekt vladne zakonske regulative v terminu čakanje na delo. To pomeni, da ohranjamo zaposlene, vendar jih trenutno puščamo doma. In to je sigurno ukrep slovenske vlade, ki podpira tista podjetja, ki želijo delovno silo ohraniti. Kakšen pa je občutek pri delavcih? Verjamejo to in če vi sami verjamete, da bo država izpolnila obljubo? Torej, če država bo izpolnila obljubo ali ne, jaz mislim, da sploh ni diskutabel. Če je država objavila ta vladni ukrep in če je to ponudila slovenskemu gospodarstvu, potem nismo mi tisti, ki bi smeli v to sploh dvomiti. Dejstvo pa je, da seveda in vsi zaposleni in vodstvo zelo upamo, da to obdobje, ko smo v manku naročil, ne bo trajalo dolgo. Kakšni so pa izhodi, kje jih vi vidite? Izhodi so v povečanju prodaje, nikjer drugje. Samo prodaja večja? Da.